Mi ne delimo otroke na pridne pa poredne, pa tudi lepo prosimo starše ne tega delati, da spoštujejo naravo, da če vidijo koga, ki se igra sam, da ga povabijo v svojo družbo, da se radi igrajo zunaj, ne pa pred tistimi ekrani. V Sloveniji imamo res kar gnečo s temi dobrimi možmi, kar trije smo, ampak se vse dogovorimo. Jaz mislim, da otroci nimajo nič proti, mi pa tudi ne. Lepo pozdravljeni v posebni ediciji Metro minutk, ki je tokrat prav zares posebna. Imamo namreč to čast, da v studiu gostimo Dedka Mraza. Lep pozdrav, Dedek Mraz, gospod Mraz, se v bistvu ne vem, kako vam je ljubše, da vas naslovim. Ne, kar Dedek Mraz. Za prijatelje sem pa Mraz Dedek, tako da mislim, da smo lahko že prijatelji. Mraz Dedek. Velja Mraz Dedek, no. Pa hvala za povabilo, res. Z veseljem, no. Tudi mi smo zelo veseli, da ste si v tem natrpanem decembrskem urniku vzeli čas za nas. Jaz imam danes za vas veliko vprašanj, tako da ne bom zgubljala časa in vas bom kar začela zasliševati, ker verjamem, da to, kar zanima mene, zanima marsikaterega gledalca. Tako da najprej mogoče to. Mislim, da sem zasledila, da živite z ženo, babico Zimo. Je ona vključena v proces obdarovanja in načrtovanja ali je vseeno levji delež na vas? Se ne vem. Poročena sva že toliko časa, da nikoli ne bi bila neporočena. Veste, moja babica Zima je skrbna ženska. Preden se odpravim izpod Triglava v dolino, mi vedno prezrači moj kožuh, opere rokavice, pa kučmo prezrači, pa zlošči moje škorne. Za na pot mi pa pripravi kranjsko klobaso, pa žemeljca, ja. Takole med nama. Prevečkrat pa skuha kolerabo v omaki. Je ne maram, kaj ne še rečem. Z babico Zimo živiva gor pod Triglavom, imamo čudovite sosede. Bedanca, ja, ta je rad v pravi mucak zadnje čase, veš. Sploh sem tako je malo nagajil, pa kakšno v špič, kaj hujšga pa ne. Pa Pehta nam kuha zeliščne čaje, zato smo vsi taki zdravi. Pa un kekec, ta pa zdaj nima več časa, ko je pasu krave, je še imel čas, zdaj je pa vzgojitelj v dolini, v vrtcu. Ja, tako. Tako da, ko ne rečem, brez babice Zime, jaz ne bi bil Dedek Mraz. Ja, rad jo imam. Lepo. Kako pa skrbite za formo, glede na to, da vam otroci verjetno puščajo kakšne dobrote, piškote, je to še običaj? Glej, ti si ena od tistih piškoti pa mleko, a ne? To je za božička. Meni, kot sem rekel, kakšen konček klobasce kranjske, a ne? Takole, drugače pa forma, vodo, v formi, z Bedancem igrava pikado, pa šah, vedno ga premagam, drugače pa ping-pong, pa še dvigujem uteži tudi, ja. Takole, veste, caka. Ja, drugače pa, daj skočim v fitness, dol spodi v Kranjsko goro, pa z babico Zimo se veliko sprehajava po Triglavskem narodnem parku, ja. Svež zrak, zdravo telo. Fitness, se pravi, Dedek Mraz gre v korak s časom. Ja, takole, enkrat na mesec, v korak s časom pa vedno. Ja, moram, se veste. Ja. Moderni časi, ja ne? Tako. Ne moreš biti sam doma. Ja. Zdaj v bistvu to, ko sva prej omenila božička, eno mojih vprašanj je tudi, verjetno vas pogosto zamenjujejo vaše navade, z navadami božička pa Miklavža. Kje so tiste najpogostejše zmote, poleg tega, da očitno, kot sem tudi sama rekla, nastavljanje piškotov, da to ni za vas? Še ena taka. Dejva razčistiti. Takole. Zamenjujejo bolj redko. Poglej, sej božiček ima rad tisto svojo rdečo barvo, pa božičkovo kapo, jaz imam pa tak lep svež plašč, pa kučmo. Slika in seveda moja brada, božičkova se lahko skrije. Ne? Potem pa
včasih pa vseeno kdo še misli, da tudi jaz dirjam z jeleni gor po nebu, pa da se mečem na glavo v dimnik noter. Ne. To torej ne. Ne, to dela Božiček, pa še on vedno težje. Ja. Veste kaj, prestr sem za take stvari. Jaz obiščem otroke v podjetju, pridem domov, v vrtce, šole in ponovadi mi kar pustijo odprta vrata. Ja. In vedno izpod Triglava, ko grem v dolino obdarovati otroke, vedno pridem s svojimi sanmi. Ja, enkrat sem šel na štop. Veš, so se mi strgale vajeti na saneh, pa sem štopal in k sreči mi je ostal gospod z velikim prtljažnikom v avtu. Sem lahko vsa darila lepo noter spravil. Ja. In je bilo vse lepo tipi-topi. Je bilo vse v redu. Ja, pa še nekaj, to moramo opozoriti. Veš, jaz ne maram tako kot Božiček tistih sladkih, mehučkastih pijač. Ja. Jaz raj čajčke od naše pehte, tiste zeliščne. Ja. To pa je razlika. Ja. Drugač smo pa prijatelji. Vsi smo prijatelji. Miklavž, Božiček pa jaz. Res dobri prijatelji. Nobenega rivalstva med vami, tudi tako, kateri je bolj priljubljen med otroki, ne? Se ne greste tega? Ne. Res, v Sloveniji imamo res kar gnečo s temi dobrimi možmi, kar trije smo, ampak se vse dogovorimo. Jaz mislim, da otroci nimajo nič proti, mi pa tudi ne. Ja, več daril, boljše je, ne? Če ja, pridete tudi vsi. ti tako misliš, ne? Seveda. A si letos že kaj pisala? Ne še, imam pa par stvari v mislih. Lepo. No, pa to sem hotel še povedati. Vsi trije dobri možje se vsaj enkrat na leto srečamo na našem letnem srečanju. Enkrat pri Božičku, drugič pri Miklavžu, enkrat pa pri meni doma. Se pogovorimo, Miklavž vedno prinese babici zimi kakšen recept za peko piškotov. Se veš, on rad peče piškote, ne? Ja. Božiček, ta pa non-stop govori samo o svojih jelenčkih, pa o Rudolfu, a veš. Ta Rudolf je toliko nagajiv, kot naš sosed Bedanc. Podobno. Veš, mi gre kar na smeh, kaj se je zgodilo zadnje leto, ko smo se dobili pri nas. Na koncu je dedek brez leta, to pa glava siva, Božiček pristal v jutranji hali od babice Zime, Miklavž pa v moji božičkovi pižami z dinozavri. Ampak podrobnosti bomo kdaj drugič, ne? A je prav? Tako. Tako da res smo dobri prijatelji, nobenega rivalstva, ne, stopanje. Zelo lepo to slišati. Kaj vam je pa vsem trem pomembno, ko vam otroci pišejo pisma? A je tudi to pridni, poredni, ki starši zelo radi strašijo otroke, ali je kaj drugega ključno? Ne. Mi ne delimo otroke na pridne pa poredne. Pa tudi lepo prosimo starše ne tega delati. Res, všeč nam je, če otroci pospravljajo igrače, če si zvečer umijejo zobe, če grejo lepo zgodaj spat, lepo veseli zjutraj vstanejo, če se dobro učijo, super. Ampak opazimo tudi druge stvari. Da imajo radi živali, da spoštujejo naravo, da če vidijo koga, ki se igra sam, da ga povabijo v svojo družbo. Da se radi igrajo zunaj, ne pa pred tistimi ekrani. Da so prijazni, da imajo radi starejše in da se imajo radi kjerkoli so. To je najbolj pomembno. Tako da ni pridnih pa nepridnih. Vsi so super. Ja. Kaj pa vaša oprema? Kaj ne sme manjkati, ko se odpravite na pot? Moja oprema, super, to sem čakal. Najprej je tale kučma. Da spomnim, gospod Gaspari me je narisal tazga kot sem. Ja. To je čisto, tako bi rekel, slovenska, nestvarna kulturna dediščina sem. Siva kučma, potem pa lep plašč, se mogoče obdvignil z telimi rožicami slovenskimi nageljnimi. Potem pa rjave usnjene škornje, čudovita brada, brki in pa tudi palica, ampak jaz palice ne nosim, se sva ugotovila, sem fit, pa jo ne rabim. Jaz kar skačem okrog. Tako, to je moja čudovita oprava. Ja. Pa koš, seveda tudi koš, ampak
Zadnja leta je ogromno daril, tako da jih dam kar neposredno na seni, ne pa v koš. Ja. Zdaj sem se spomnila, da v tej opremi v bistvu že dosti pove tale pesmica Siva kučma, bela brada. Janez Bitenc, Tako, ki vam jo otroci vsako leto neštetokrat zapojejo, pa čeprav je pesmica zelo luštna, a je imate kdaj čez glavo. Siva kučma, bela brada, mene kar trese, ko začnemo to peti. Res. Veš, kako je čudovito, da ti povem, zdaj me trese. Čakam takole zunaj, pa slišim od znotraj. Dedek mraz. Pa vseeno malo še počakam, naj še malo čakajo, naj malo potrpijo, pa še enkrat, dedek mraz. In pol pridem noter in wow. In začnejo peti. Čudovito, in pol zapojemo. Siva kučma. No, kdaj drugič, ne? Ja, tako. Nikoli mi ni odveč. Pojte jo celo leto. Kaj pa v bistvu počne dedek Mraz preostanek leta? To me pa ni še noben vprašal. Ja, mislim, mene že kar preostanek zanima. leta takole prespima, ne, kot Karl Matjaž pod peco. A kar... Ne, hecam se, ne. Ja, kaj pa jaz vem, koliko počitka rabi dedek Mraz, ne? Januar je bolj počitek, drugače pa z babico zimo se veliko družimo gor z našimi sosedi, naredimo kakšen piknik, bedanc peče na roštilju, tale soseda pehta naredi kakšno dobro zdravo solatko, babica speče piškote, veliko se sprehajamo po Triglavskem narodnem parku, tako čez leto pa tudi obiščeva kakšen drug kraj v Sloveniji, a ne? Sam takrat, veš, nisem v plašču, pa takole v kučmi, ker veš, da bi otroci malo čudno gledali, ne? Ja, da me kaj srečajo naenkrat? avgusta v Postojnski jami tazga ali pa na Piranski plaži, a ne? Pa Tudi jaz grem v kopalke, ja. Se tudi kaj posončite, pa vse to... To pa bolj pazem, sem take bele sorte bolj, ja. Svetle bom rekel, tako, mi hitro opeče. Ja. Tako da pa še nekaj, z babico zimo veliko bereva, pa delava gubeline. Okay. Se veste tisto, ven, Ja, seveda, noter, ven pa noter, seveda. ja. Pomirja. Kaj pa bereta? Kaj bere dedek Mraz, res? Kaj bere dedek Mraz? Ja, najraje berem otroške slikanice. Ja. Tako da zdaj imam eno čudovito skrivni dnevnik, tudi tega sem že velikrat prebral. Bi vas še marsikaj vprašala, ampak najin čas se počasi izteka, tako da najlepša hvala za ta obisk. No. Tudi tebi hvala za povabilo, pa za čudovita vprašanja. Jaz pa želim tebi pa vsem ostalim en čudovit decembrski čas. Prižgite veliko lučk, smrekce, okrašte stvari in majte se radi, kjerkoli boste. Aj prav. Dedek Mraz vas ima pa vedno rad.